Znani obalni odvetnik in zaščitnik polotoka Seča Boris Cepuder ima z nekdanjim vodjo koprske gradbene inšpekcije Pavlom Galjaničem slabe izkušnje. Svoj odnos opisuje takole. Sem gospod Galjanič, prosim, da delujete, rekel, kaj to mene briga, se ne govorite, pa to je vendar opustite uradne dolžnosti, kar vi delate, prav kar dajte me kazensko prijavce, meni nihče ne more nič. In to je najin dialog med njim in mano, traja v tem kontekstu sigurno že 6-7 let. Nič manj pikrih besed ne izbira proti vodji piranske upravne enote Ivanu Seljaku, ki si je po odhodu zdaj že pravnomočno na zapor obsojenega Klavdija Malija končno nekoliko opomogla. Jaz sem Seljaka obvestil v vseh teh gradnjah. Prav, jaz se s tem ne bom ukvarjal. To ni moje delo, sem kako ne. Jaz sem ti zdaj dal še ustno prijavo za nedovoljeno gradnjo. Povedal si, da veš za vse te stvari in ti ne ukrepaš. Torej kaj? Tudi ti si opustil svojo dolžnost. Seljak soglaša, da bi lahko sami marsikateri primer najavili inšpektoratu, a obenem dodaja, da imajo na inšpektoratu enaka, če ne celo boljša orodja kot na upravni enoti. Mi bi lahko zasuli tudi inšpekcije z dodatnimi prijavami, ampak ne vem, če bi bil to učinek, verjetno so rešitve drugje. Samo na zaščitenem polotoku Seča je po naših podatkih ta trenutek med 15 in 20 črnih gradenj. Vrh ledene gore, ki zadnje tedne razburja prebivalce Seče, je novogradnja slovensko-hrvaškega poslovneža Urbana Cerarja. Cerar je sicer bolj poznan kot Jorasov sosed in lastnik igralnice Molino, a se kameram nadaleč izogiba. Cerar reče, pravi, umaknite to prijavo in vse bo v redu. Sem rekel, gospod Cerar, če je upravni organ prejel neko prijavo, jo je dolžen obravnavati. Jaz tudi, če jo umaknem, se nič ne spremeni na stvari. Je rekel, je vse urejeno. Glede na stanje Cepuder pričakuje nekaj hitrih sprememb. V inšpekcijo koprsko bi jaz postavil človeka iz Murske Sobote ali pa iz Maribora. Nikakor pa ne domačina, ker vsi te ljudje se med sabo poznajo. Kljub temu, da so kriminalisti proti Galjaniču spisali kazensko ovadbo, na inšpektoratu pravijo, da so navedbe odvetnika enostranske in premalo tehtne, da bi sklepali na koruptivnost posameznika.